Dober dan, želim lep pozdrav, ura je 11. Lep pozdrav v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na novinarski konferenci, ki je posvečena dnevu ožilj, še posebej pa periferni arterijski bolezni, ki jo sicer takole po domače ji rečemo kar PAP. Pozdrav v imenu našega predsednika primarja Cevca, ki je danes službeno zadržan. Skupaj smo stopili in ne prvič, že nekaj let to počnemo, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije in Združenje za žilne bolezni Slovenskega zdravniškega društva. Mi sicer sodelujemo, da ne rečemo vsak dan, ampak še posebej ob dnevu ožilj, ker seveda želimo slovensko javnost ozaveščati o dejavnikih tveganja za nastanek bolezni, te bolezni bi rekel sodobnega časa, no drugačnega načina življenja, takrat, ko so ljudje še tekli za hrano vsak dan, tam takrat niso imeli problemov z arterijami. Moja dva sogovorca bosta profesor Aleš Blinc, ki je predstojnik klinike za žilne bolezni UKC-ja, bi rekel, prva avtoriteta na tem področju v Sloveniji, in dr. Rok Perme, ki bo govoril v imenu tudi specialist za žilne bolezni in bo govoril v imenu Združenja za žilne bolezni Slovenskega zdravniškega društva. Kot je že običaj, smo pripravili izjavo za javnosti, ki vam bo v pomoč pri tem, na kar računamo, da boste o tej bolezni čim več pisali. Po konferenci boste imeli, seveda že na sami konferenci boste lahko postavljali vprašanja, po konferenci bosta oba sogovorca, pa še kdo, če bo potreba, pripravljena tudi individualno odgovarjati na naša vprašanja. Drugače je pa tole en simbol, ki smo ga pripravili, takale urca, bi rekel, zelo plastično prikazuje, kakšen je problem z zamaščeno žiljo. O tem bo pa govoril profesor Blinc, izvolite. Ok, ali pa mogoče, če damo besedo dr. Permetu za začetek, da pove s stališča Združenja za žilne bolezni, kaj danes pravzaprav po Sloveniji poteka. Bom jaz samo to povedal, da tukaj smo v bistvu predstavniki potencialnih bolnikov ali pa dejanskih bolnikov, to se pravi Društvo za zdravje srca in ožilja bolezni, pa strokovno Združenje za žilne bolezni, to je pa sekcija pri Zdravniškem društvu Slovenije. Pa mogoče, Rok, da izvoli ti začni, pa bom jaz potem nadaljeval. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav. Torej, Združenje za žilne bolezni združuje številne specialiste iz cele Slovenije, tako interniste, žilne kirurge, intervencijske radiologe, tudi dermatologe, ki se v številnih bolnicah po Sloveniji ukvarjajo z boleznimi žil, tako arterij kot ven. In eden od večjih projektov pravzaprav združenja je ta tako imenovani Dan žil, ki poteka danes. Namen pravzaprav projekta je seveda osveščanje javnosti o žilnih boleznih, konkretno danes oziroma v tem tednu o periferni arterijski bolezni, se pravi bolezni zamašenih žil. To je pogosta bolezen, ki se jo pa da z določenimi enostavnimi metodami hitro odkriti in seveda tudi preventivno ravnati. Danes aktivnosti potekajo v bistvu na 7 lokacijah ali pa v 7 regijah po Sloveniji. To se pravi, v Ljubljani imamo točke v kliničnem centru v dopoldanskem času in popoldan v pasaži Maxi Marketa. Potem na Koroškem potekajo aktivnosti v več zdravstvenih domovih, od Raven, Velenja, Slovenj Gradca, Mežica in tako naprej. Ravno tako bodo aktivnosti v bolnici Trbovlje, v Murski Soboti, v Izoli in konec tedna v petek tudi v splošni bolnišnici Nova Gorica in tudi seveda bolnica Jesenice je zraven. Strani Združenja za žilne bolezni v bistvu ob pomoči seveda Društva za srce in še nekaterih drugih
Mi na teh stolnicah oziroma točkah skušamo dati strokovno podporo, se pravi zagotoviti prisotnost zdravnikov, strokovnjakov, ki se ukvarjajo z žilnimi boleznimi, na ta način omogočati v bistvu mimoidočim, laični javnosti nek kontakt, pogovor o žilni problematiki in kakšen nasvet jim tudi damo. Konkretno danes je zelo pomembna aktivnost, ki jo bomo izvajali na teh točkah, meritev gleženskega indeksa. Gleženski indeks je pravzaprav diagnostična metoda, s katero ugotavljamo prisotnost periferne arterijske bolezni. Gre pravzaprav za meritev pritiskov krvnega tlaka na rokah in nogah in izračun razmerja. In to je hitra, zelo neinvazivna metoda, ki jo lahko praktično opravimo povsod in zelo hitro pridemo do diagnoze in s tem do možnosti ukrepanja in preprečevanja zapletov, ki pa pri periferni arterijski bolezni niso vezani samo na zamašene žile v nogah, ampak seveda tudi drugod po telesu. Najbolj se bojimo nastanka srčnega infarkta in možganske kapi. In to je pravzaprav eden od ciljev čim bolj zgodnega odkrivanja te bolezni. Hvala, Rok. Dobro, bom se jaz kar navezal, tole je bila odlična iztočnica. Skratka, dogajajo se stvari po Sloveniji, zdaj pa mogoče vseeno še enkrat bom poskušal zelo s preprostimi besedami povedati, pravzaprav kaj žilne bolezni so, kaj je ta periferna arterijska bolezen, o kateri se bomo danes pogovarjali, kako jo odkrivamo, pa kako jo zdravimo, pa bom šel po vrsti. Zdaj, žilni sistem v grobem je organiziran tako, da od srca peljejo arterije kri tkivom, arterije se razvejujejo in v čedalje manjše arterije in na koncu pride preko arteriol do kapilar. To je pa ena zelo drobna žilna mreža in nobena kapilara ni več kot 500 milimetra oddaljena od celic. Tam se odvija izmenjava kisika in hranil in pa seveda odpadne snovi in ogljikov dioksid se vračajo v kri in se potem po čedalje večjih venah vračajo v srce in v pljuča. In v pljučih se odda seveda ogljikov dioksid, kot vsi vemo, pridobi se kisik in kri kroži. To se pravi, mora biti zagotovljena cirkulacija, kot pravimo, da imajo tkiva dovolj hranil in kisika. Zdaj, to je, bom rekel, osnovnošolska biologija, samo toliko, da ponovimo, da vemo, o čem se pogovarjamo. Potem imamo pa dve osnovni vrsti bolezni. Imamo lahko bolezen žil, ki peljejo kri k tkivom, to so arterije. Po drugi strani imamo lahko bolezen ven, to so pa žile, ki peljejo kri od tkiv nazaj proti srcu in pljučem. Ampak o tem danes ne bomo veliko govorili, to je pravzaprav nekaj, o čemer se pogovarjamo na dnevu tromboze, venska tromboza, pljučna embolija. Danes bomo govorili bolj o bolezni pritoka. Zdaj, tako kot je omenil gospod Zalar, mi živimo v nekem okolju, kjer je pravzaprav ena poglavitna bolezen arterij pri nas ateroskleroza. O tem mislimo vsi, da kar nekaj vemo. Ateroskleroza je pa še vedno tako tudi za znanstvenike do neke mere uganka, čeprav marsikaj pa res vemo. Tisto, kar je povedal dr. Perme in kar je ključno, je to, da ateroskleroza nikoli ni omejena na eno samo žilo. In če imamo težave z žilami v nogah, imamo zelo verjetno tudi aterosklerotične obloge v srčnih žilah, v vratnih žilah in še kje. Tako da v bistvu ta bolezen arterij, ki je bila nekoč podcenjevana, mogoče samo anekdota povem, da še tako recimo enih 50-60 let nazaj je bil en tak mal slabšalni izraz za periferno arterijsko bolezen, Schaufenster-Krankheit ali bolezen ogledovalca izložb, ker so ti ljudje se morali prisilno ustaviti, zato ker jih je bolečina v nogi prisilila, da so počivali, pa so se delali, da jih nekaj zanima, kar je bilo v izložbi, pa so pa lahko naprej hodili. In te ljudje pravzaprav niso bili toliko resno obravnavani kot ljudje z angino pectoris ali pa z nekimi nevrološkimi težavami zaradi žil. Kar je pa narobe, ker so ravno tako ali še bolj ogroženi. Zdaj, tisto, kar je pravzaprav nek navidezni paradoks,
te periferne arterijske bolezni je to, da ljudje ob zamašenih žilah v nogah v manjši meri umirajo zaradi gangrene noge, kot pa zaradi srčnega infarkta ali pa možganske kapi. Tako da pravočasna prepoznava te bolezni in ustrezna terapija, ki seveda to tveganje znatno zmanjša, je zelo pomembna. Tukaj v Sloveniji pravzaprav nismo na čist neobdelanem terenu. Imamo kar lepo zgodovino tega osveščanja po zdravstvenih domovih, tudi, če hočete, javnosti, ampak seveda nikoli človek ne sme biti zadovoljen. Nikoli nismo toliko dobri, da ne bi mogli biti še boljši. In tukaj je smisel zgodnega odkrivanja. Zdaj, zgodnje odkrivanje je pa tako, kot je povedal gospod Zalar, razmeroma enostavno. Princip je primerjati sistolični krvni tlak v gležnju napram nadlakti. Če je nekje vmes neka zožitev, takale zožitev, ki bo v bistvu naredila oviro pretoku, bo tlak za zožitvijo zmanjšan. In to meri gleženjski indeks. Zdaj, v zadnjih letih smo dobili avtomatizirane aparate, ki so zelo olajšali to meritev. Prej je bilo treba to delati ročno, zadeti žilo z nekim doplerskim detektorčkom in tako naprej, kar je še vedno metoda za napredovalo žilno bolezen, ampak za presejanje je pa oscilometrična metoda super. In pove, a je rezultat v redu ali pa treba kaj naprej gledati. To se pravi, to oscilometrično merjenje pravzaprav je priporočena metoda praktično vsakemu človeku, starejšemu od recimo 55 let, da preveri, če so arterije normalno prehodne, tiste, ki peljejo v noge. Ker prehodnost žil v nogah je pa nek splošni odraz zdravja žil tudi drugot v telesu. Tako da to je ena taka osnovna metoda, seveda imamo določene pasti, ampak v to se ne bi spuščal. Skratka, te aparati, ki dan današnji obstajajo, če ne morejo dobro zmeriti, to javijo. In takrat imaš potem v bistvu signal, da je treba pač neko nadaljnjo diagnostiko napraviti. Za presejanje so pa čudoviti. In skratka, dostopni tudi v okviru tega dneva žil na Društvu za zdravje srca in ožilja, pa seveda tudi v marsikakšni ambulanti. Zdaj pa tako. Kaj pa potem, boste rekli, kaj pa naredimo, če bolezen odkrijemo? Potem je pa tako, da je treba vedno preceniti dve stvari. Koliko je sama noga ogrožena, pa vedeti je treba, da neodvisno od tega, koliko je noga ogrožena, tako kot smo prej rekli, je ogroženo srce, so ogrožene vratne žile in možgani. To se pravi, vsak bolnik, ki mu periferno arterijsko bolezen odkrijemo, mora v enaki meri kot bolnik s koronarno boleznijo ali pa z možgansko žilno boleznijo dobiti poleg navodilo o življenjskem slogu tudi ustrezna zaščitna zdravila. Zdaj, življenjski slog je zelo pomemben. Tukaj mislim na kajenje, mislim na zdravo prehrano, mislim na gibanje, kolikor se da. Bolniki včasih me gledajo debelo v ambulanti, ko jim rečem, dajte prosim hoditi, pa se ustavite, pa spet hodite, pravi, pa sej zato sem prišel, gospod doktor, ker ne morem hoditi. V redu, ampak poskušajte malo trenirati do tiste točke, ko lahko, se ustaviti, iti naprej in potem dostikrat v bistvu to pomaga in lahko ljudje z intervalnim treningom te lokalne težave bistveno omilijo. Tako da dostikrat potem niti ni treba iti s katetrom v žilo, to kolega doktor Perme dela in zna fantastično žilo odpreti, ampak včasih niti ni treba. No, ok, to se pravi, zdaj pri opuščanju kajenja seveda so veliki problemi, to je zasvojenost z vsemi težavami, ki jo prinašam, zelo pomemben dejavnik, Potem seveda treba dobro, če je prisotna sočasna sladkorna bolezen, jo uravnavati, na to se bom še majčkeno vrnil, kaj so zadnje raziskave pri sladkorni bolezni pokazale, pravzaprav dosti optimistične stvari, če smo dosti natančni. Potem je treba seveda uravnavati krvni tlak, ki ne sme biti previsok, in pa to, kar vsi vemo, tudi lipide. Ne želimo imeti visokega LDL holesterola, ravno tako kot pri koronarni bolezni ali pa pri možgansko-žilni bolezni, čisto enako pomembne. Tako da to so stvari, ki jih je treba urediti.
In zdaj rekel sem, da bom nekaj povedal, kaj v bistvu dosežemo s tem, če te dejavnike uredimo. V zadnjih mesecih je zbudila en val optimizma v strokovnih krogih ena raziskava, zelo obsežna, pri diabetikih, kjer so, diabetes je neko stanje, ki samo po sebi podvoji tveganje za neke srčno-žilne zaplete. Kar so pa ugotovili in kar je bilo res eno tako zelo dobro sporočilo te raziskave, je bilo pa to, da če so diabetiki toliko striktno obravnavani, da nimajo neurejenega tlaka, da nimajo neurejenih lipidov, da ne kadijo, da se zdravo prehranjujejo, da se gibljajo, te točke pokrite, potem nimajo več povečane ogroženosti za žilne zaplete. Prvič sploh je bilo to dokazano, koliko je to pomembno. In to je pa v bistvu eno tako res optimistično sporočilo, da imaš to smolo, imaš diabetes, ampak če se potrudiš, imaš šanso, da živiš normalno. To je bilo prvič, da je bilo to, in to je bila ena raziskava objavljena v tej verjetno najbolj znani reviji New England Journal of Medicine, ampak to je bilo osnovno sporočilo. Ampak to velja seveda za diabetike, ki še nimajo razvite žilne bolezni. Zdaj, če imaš pa že neke klinične težave, bodi si na srcu, v nogah, v vratu, potem je pa v bistvu vse to še bolj pomembno, da nikoli ne smeš obupati pa reči zamujeno, ampak stvari je treba vzeti resno in narediti vse tisto, kar se da. Zdaj, kaj pa napredek na področju zdravljenja, spet v zadnjih 2 letih. Izkazalo se je, da obstaja neka kombinacija protitrombotičnih zdravil, poleg aspirina, ki smo ga že desetletja uporabljali, še en dodatek enega novega zdravila, Rivaroxaban, v enem majhnem odmerku, ki ravno pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo zmanjša za več kot polovico prehod v kritično ishemijo. To se pravi v neko stanje, ki ogrozi nogo z gangreno, če ga ne zdravimo, potem je treba nogo odrezati ali pa celo umre. Skratka, ta kombinacija v primerjavi z zgolj aspirinom zmanjša te kritične ishemije za več kot polovico. To je bilo spet eno tako optimistično sporočilo. Tako da zdaj potekajo v bistvu pogovori in priprave smernic tudi z zavarovalnico in verjetno bo ta kombinacija kmalu na voljo tudi našim bolnikom. Tako da to smo optimisti, zdravilo je že registrirano, plačilo je pa v fazi urejanja, mislim, da ga lahko že kar rečem, da mislim, da še v letošnjem letu bo to na voljo slovenskim bolnikom s periferno arterijsko boleznijo. In pa seveda tudi še nekaj moram omeniti, preden dam vam besedo, tudi, ki sem jih omenil, to je nekaj, kar pravzaprav vsi poznamo, pa po drugi strani se pa marsikdo otepa zdravil, ki so statino, ki so nekje osnovno orožje v boju proti povišanim škodljivim maščobam. No, skratka, izkazalo se je spet z nekimi novimi biološkimi zdravili, ki so za te najhujše oblike motenj presnove lipidov, da pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo spet imajo zelo dobre uspehe in spet recimo ta intenzivna terapija maščob spet za približno polovico zmanjša prehod v kritično ishemijo, v gangreno in seveda zmanjša tudi pojav nove koronarne bolezni, to se pravi angine pectoris, srčnega infarkta in možganskih komplikacij, vključno z možgansko kapjo. Tako da obetajo vse stvari, tudi v Slovenijo prihajajo, večina teh terapij je ob določenih pogojih dostopna tudi v Sloveniji, tako da vsekakor nismo v puščavi, imamo pa še veliko za narediti, tako da kljub temu, da se je tam nekje v zadnjih 50 letih breme srčno-žilnih bolezni v Sloveniji prepolovilo, pa predvsem premaknilo v kasno življenjsko obdobje, imamo še vedno veliko za narediti, še vedno je srčno-žilna bolezen takoj za rakavimi boleznimi vodilni vzrok obolevnosti in smrtnosti v Sloveniji, tako da na vsak način moramo delati skupaj, tako kot smo zastavili. Idealno je, če prideta skupaj stroka,
pa potencialni bolniki, in zato smo v Društvu za zdravje srca in ožilja seveda na ta pravem mestu. Hvala lepa. Hvala lepa. Profesor, jaz bi še par stvari povedal. Najprej bi vam pozornost rad malo obrnil na tale plakat za nami. To je sestavni del našega enega širšega projekta, ki traja že več kot 1 leto in bo še trajal. Ime mu je pa takole, kot smo napisali. Ne? Zdrave arterije, vse boste našli napisan. Naša ideja je zelo preprosta. Najprej odkriti tiste, ki so že kakorkoli imajo neke probleme, ki jih sicer še ne čutijo. Odkriti in jih posvariti, če odkrijemo take, ki so že malo napredovali, jih poslati k zdravniku. Predvsem pa seveda vse, ne glede na to, da smo starejši bolj ogroženi, vsa generacija se mora danes zavedati, da so zdrave žile pogoj za dolgo in uspešno življenje. Ne? Zato mi ta projekt delamo, ne izločamo nobene generacije. Mi moramo za svoje noge, za svoje žile delati. Zato je tale projekt, ki traja že, kot se rekel, 1 leto, videli ga boste tudi skozi tole. Tole so neki plakati. Naša želja je, da bi čim več Slovencev in Slovenk seveda, naših prebivalcev, da se zavedalo tega, šlo občasno na meritve gleženskega indeksa, nista povedala, to vse skupaj traja 1 minuto. Nič ni. Pa da nam mislil kdo, ker se prej bilo eno vprašanje, da bi morali najprej glavo odrezati pa pogledati, če je žila čista. Čisto enostavno, ne boleče, in to se danes počne na ogromno število mestih, v zdravstvenih domovih, pri zdravnikih, na društvih, kjerkoli. Ni nobenega razloga, da ne bi šli občasno na to kontrolo. Da se ne bi dogajali, da bi se morali ustavljati pred izložbami. Hudič je v tem, veste, ker so izložbe zelo skupaj. In ko so meni to pripovedovali, koliko pa lahko prehodijo, profesor Brosko, ti bom dopolnil. Za take zelo napredovale bolezni je velik uspeh, če uspe prehoditi 50 metrov. Pa si mi predstavljamo, da ne moramo prehoditi 50 metrov. Skratka, stvar je, če poenostavno rečem, resna, ne pa seveda zato, da bomo se zdaj šli paniko. Vsak lahko to naredi, tudi vas vabimo, da tule za mojim hrbtom v sosednji sobi, kadarkoli lahko prijete na meritev gleženskega indeksa, ne? Da preverite, kako je z vašimi nogami, ampak ta meritev ima nalogo ozaveščati, da skrbimo za arterije. To je najpomembnejša reč, mogoče bomo potem še... pa še nekaj sem hotel povedati. Ne glede na vse to, po statistiki bo zbolelo, bodo odkrili, da imajo že težave 2 do 3 tisoč Slovencev vsako leto. To ni majhna številka. In zdaj, če to zboli vsako leto, razmislite, koliko ljudi v Sloveniji živi s tako boleznijo. Ima težave in bo zato posledično, o tem je profesor govoril. Skratka, dan žil želimo izkoristiti za ozaveščanje, tokrat o arterijah, o naših arterijah. Vsak mora skrbeti sam za te arterije, ni pa to nič hudega, nič težkega, da se razumemo. Problem je takrat, doktor Prme je zadnjič pri nas predaval in je pokazal ene par slik tistih hudih. Ljudje so prebledeli, te pretrese, pa nič ne bomo strašili, pa danes jih nismo pripravili. Skratka, to smo mi pripravili za uvod, lahko si boste tudi zdaj ogledali ta aparat, če pa tamle v posvetovalnici, da boste videli, to je nenazadnje, so razvili to slovenski raziskovalci in smo ponosni na to, da smo mi bili del tega.
procesa, če tako rečem, smo jim pomagali in to je danes to svetovna uspešnica na področju preventivne medicinske opreme oziroma pripomočkov. To je to.